Danes se vprašamo, kakšno razliko v vožnji naredi zgolj malenkost manjši premer volana. No, in kako se v vožnji obnese zelo velik Jeep Gladiator, in pogledamo Ario, pa ne tisto iz Igre prestolov, ampak Nissanovo. Pa pogledamo Cupro Born in Mitsubishi Eclipse in Kia Sportage. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Koronski čas nas je prikrajšal za druženja z vami in za prispevke, v katerih gledalci preizkušate nove tehnologije. Ker se je svet, vsaj v tem pogledu, vsaj malo normaliziral, smo priložnost za druženje z vami takoj zgrabili in skupaj z vami poiskali odgovor na vprašanje, ki nas v uredništvu že nekaj časa precej zaposluje. Kakšno razliko naredi nekoliko manjši volan? No, in to je stvar, ki smo se je danes vprašali. Peugeot ima bogato zgodovino drznih inovacij in ni prvič, da so posegli po spremembah tam, kjer si večini ne drznejo. Tako to tradicijo negujejo že nekaj časa, že kakšnih 200 let, to je 80 let prej, preden so začeli prihajati na ceste prvi avtomobili. Bratje Peugeot so po očetu Jean-Pierreu leta 1810 podedovali mlin, ampak lotili so se povsem drugega posla, valjanja železa in proizvajanja žag. In te žage so slovele, da so ostre oziroma da so zobje tako ostri kot od kakšnega leva. No, in preden je lev našel svoje mesto na avtomobilih, je moralo miniti še približno 80 let. Njihove inovacije pa so leva prinesle na vse mogoče naprave. Recimo, zelo pomembno inovacijo so prinesli v mlinček za poper, v mlinček za kavo, v šivalne stroje, v kolesa in recimo v modni svet. Parižanke so se v tistem času zelo navduševale nad krinolinami. Te pa so bile težke in sila neudobne. Bratje Peugeot pa so iznašli način, ki so težo krinolin zmanjšali na 150 do 300 gramov, kar je bilo absolutno najmanj takrat na trgu. No, tudi krinoline so danes tehnično verjetno bolj izpopolnjene. Moram povedati, da to ni področje, na katerega bi se zelo spoznal. Ga ne pokrivaš? Ne, kot je tehnično izpopolnjen tudi volan. In pri Peugeotu so se odločili, da se bodo lotili tega trdega oreha avtomobilskega prostora, ki mora zagotoviti različnim velikostim, različnim težam, širinam, dolžinam rok in nog, da se vsi za volanom počutimo dobro. In tega se je lotil z manjšim volanom in s pogledom na zaslon nad volanom in ne skozi, kot smo vajeni pri večini avtomobilskih znamk. Poglejte, kako všeč je bilo to našim testnim voznikom. iCockpit ali Icon? iCockpit, ja. Ja, reče se iCockpit. Poglejmo, zakaj gre. Nam ni treba preveč odmikati pogleda z ceste, da pridemo do tistih informacij, ki jih rabimo. Ne? Ja, mi je bilo všeč. So v bistvu merilniki v višini oči. Ko ti pogledaš merilnike, samo hipec gor in že gledaš v bistvu skozi steklo. Ne? Ni tistih pogledov gor-dol preveč. Ne? In je absolutno prednost. Majhen volan me tudi ne moti. Predno sem testiral te majhne volane, sem mislil, da bojo bolj moteči, kot pa so bili zdaj v bistvu. Ne? Ta merilnik nad volanom pa je po par kilometrih nekaj normalnega. Ko sva ženo se odločala za avto, sva bila oba skeptična, ne, kje so, volan je neki presekan, vse je tam gor, nimaš merilnikov tako, zakaj ne bi raj mogoče Citroena head-up display ima, to je ful dober, ta ga nima, ampak ga ne rabiš, kar je še boljš. Prikazovalnik nad volanom, to mi je v bistvu všeč, ker malo manj z očmi greš gor pa dol, starejši, ko si več imaš problemov s tem, da oko narediš, daleč moraš imeti dvoje očal, to pa v avtu ne moraš imeti, ali moraš imeti pa bifokalna. Ne? Tako da, kar se tega tiče, je boljš, če je to čim višji pa čim dalj, da oko ima najmanj problemov, ko si starejši, ja, ne gre. No, dilema vsekakor ostaja, katere podatke je treba videti. Pred 300 glede na kako je bila nastavljena, se mi je že zdelo, da imajo preveč podatkov naenkrat. Preveč stvari naenkrat se prikazali, pa preveč barno. Bi rekel, da bi skoraj bilo boljš manj, pa bolj jasno izraženo. Tako bi se v 2008, kar mi je bila na ta način bolj všeč. Na head-up displeju v svojem avtu je maksimalno, kar lahko dobim, je hitrost.
razdalja do avtomobila, koliko je nastavljeno za radarski tempomat, omejitev hitrosti, pa v primeru, če imaš navigacijo, še navodila, kam zaviješ, ne pa celotne poti. Tukaj pa imaš recimo pri navigaciji izrisano celotno pot, celotno mapo in se lažje znajdeš zaradi tega. Torej, Peugeot je z iCockpitom olajšal branje zemljevidov, a eni bi vseeno to imeli še više, projicirano. Tle v iCockpitu, bi rekel, od zadaj se zemljevid pelje. In ti lepo pelješ po zemljevidu in ima to smisel. Ampak isto kot je zdaj tle noter, tako bi rekel v drugem planu, tudi tam, neka silhueta zemljevida in sem tako, da vidiš. Visoko nameščeni merilniki so en element iCockpita, drug element, ki prvega omogoča, pa je seveda izredno majhen volan. Meni je majhni pa bolj te športni volani zelo všeč. To celo preferiram, rekel, no. Je pa res, da če je tako majhen, kot so pri Peugeotu, je pa težko narediti, da bi števce gledal skozi volan, ker je dejansko prostor skozi volan premajhen, da bi vse števce dal v ta prostor. Sem zelo dosti navajen, da imam, se pravi, števc pa te osnovne informacije znotraj volana, nimam čez. Jaz sem še zmeraj to, da bi bilo noter, se je nekako manjša razdalja med cesto pa med zaslonom, ampak še zmer nekakve tradicije, da bi tol pogledal bolj. Nisem zelo za inovacije, ampak na to bi se brez problema privadil. Za tiste, ki radi ležijo v avtu, pa ne moreš to narediti. Pa mogoče kakšen kaj manjši, tudi težko si zrihta, ampak mene ni nič motil. Lahko imam noge pod volanom, jih lahko premikam, ne tako, da moram čist narazen noge, tako da me ni nič motil. Res je, da jaz sem navajen voziti z eno roko, recimo. To je mogoče treba malo spremeniti, tudi iz varnostnega vidika je boljše, če človek vozi z obema rokama. Ampak to so malenkostne prilagoditve, ki mislim, da ne bi mi delale težav. Mislil, da me bo motil to, ker ni okrogu. Super je to, ker je zgor ročka ravna, roka tako lepo pade. Edina ena stvar mi manjka, to moram reči, šalthebel, da še desno roko daš na in pol je pa. Skoraj idealno. Recimo, ker jaz ne vozim tako, jaz ne morem. Jaz vozim tisto, tako smo se učili, Mi smo mozali volan, In jaz še vedno ga zmozam, Ja, tako je. A veš, tisti mi je, kako boš to, Ja, ne, preprimaš ga lepo, pa pol. Tako in ko greš iz ovinka ven, se volan sam, ga sem spustiš, ga primaš, malo naravnaš, pogledaš, če si kakšen SMS dobil na mobitelu in tako. No, tega niste slišali. Ampak en problem, oziroma problemček, ki so ga naši testni vozniki zaznali, lahko v Peugeotovem oblikovalskem laboratoriju razmeroma enostavno rešijo. Sam sem bolj navajen head-up displeja na veteransko steklo. Tukaj se mi še vedno zdi občutek, da manjka spodnji del števcev. Pač vizualno je tak občutek, čeprav dejansko ne. Ker se pač ne vidi fizičnega roba plastike oziroma kroma, česarkoli. Armatura je cela črna in tudi zaslon je črn, da bi bilo mogoče okvir, kakšen tak drugačen, da bi pač nekako dosti lažje ujel zaslona. Merilniki so posebni tudi z vidika samega prikaza, 3D prikaza. 3D efekt je zaslon oziroma slika, števc se premakne malo. Čisto malo, take minimalne premike naredi, zbuditi pozornost. Ko sem prvič slišal za to, takrat, ko je bil 208 predstavljen, se mi je zdelo, da je to samo en gimmick, ki je neuporaben, ampak za marketing. Ampak v bistvu je res dober občutek med vožnjo dajeno. 3D displej je narejen tako, da je zadaj nek ekran, navaden, klasičen, tako pri večini modernih avtomobilov že. Potem pa spredaj zaslon, oziroma spet steklo, na katerega od odzgoraj projiciramo sliko. S tem dobimo 3D učinek, skratka informacije, ki so projicirane spredaj, bliže našim očem, so nam bolj izpostavljene. Tisto, kar je zadaj, je pa bolj za periferno, dodatne informacije. To so torej občutki naših gledalcev glede ureditve armaturne plošče z imenom iCockpit. Ostanite z nami, takoj po oglasih spoznamo špansko lepotico Cupro Born in Nissanovo Ario. Zapeljemo pa Mitsubishi Eclipse in spoznamo zadnjo oblikovalsko verzijo Kia Sportage. Pogledamo pa, kako se obnese urbani terenec Gladiator v snegu. No, ta pa vsekakor ni samo urbani. Gladiator je veliko več kot to.
Pred osnovno šolo se je otroški živžav odrezano prekinil. Žoga se je odkotalila kar nekam tja po svoje v en kot. Sošolci 5. razreda so namreč vsi hkrati obnemeli. In ko se je moj nečak usedel v Borna, so vsi v en glas izustili. Wow. In prav zaradi tega primera lahko z gotovostjo trdimo, da bo tudi v dobi elektromobilnosti veljal tisti skoraj 40 let star vers. Da to ni vsebine neke televizijske reklame, to se je zares zgodilo. Presenetilo pa me je dejstvo, da je bilo otrokom povsem nepomembno, da je Born v resnici električni avtomobil. To so začeli ugotavljati šele potem, ko smo se že odpeljali. Namreč Cupra Born je pravzaprav z odliko opravljen popravni izpit. Ne, David, oprosti, to se ne bo dobro slišali, ker bojo mislili, da je ID3 padel na izpitu. Ja, še enkrat. Ampak pri tem je najbolj zanimivo dejstvo, da je Cupra Born dal Volkswagenu ID3 tisto manjkajočo začimbo. Ne, David, tudi to ne bo v redu, zato ker bojo mislili, da ID-ju nekaj fali, pa v bistvu mu nič ne fali, samo drugačen je. Ampak pri tem je najbolj zanimivo dejstvo, kako zelo je Cupra Born enak Volkswagenu ID3 in hkrati tako zelo drugačen od njega. Ker Cupra Born je pravzaprav Golf GTI električne dobe. Se pravi, klasičen družinski avtomobil, pri katerem je pa bistvenega pomena tisto, kar se zgodi, ko pritisnemo na desno stopalko. No in takrat dobimo tisti silovit pospešek, tak pospešek, s kakršnim se važijo recimo pri Tesli. Ampak naj vas spomnimo, kaj smo rekli na testu Tesla Model 3. Rekli smo, da naj inženirji raje več časa testirajo recimo na ovinkih dirkališča Laguna Seca. No in Cupra Born nam daje prav to. Prav tu so se Španci zares izkazali. Tu se kaže španski know-how, špansko ekspertizo, ki je seveda tudi plod večdesetletnega ukvarjanja z motošportom. Res, Cupra Born je avto, ki je zasnovan v hribih. Ker Born je zanesljiv, je stabilen, je silovit, čutiš ga. Predvsem pa za razliko tudi od tistih zmogljivejših in večjih električnih avtomobilov, tu nekako nimaš občutka, da bi visoka masa kvarila občutke v ovinkih. Kar malo nenavadno je, da so pri Nissanu čakali tako dolgo z novim električnim avtomobilom, ko pa vemo, da je že pred več kot 12 leti na ceste zapeljal njihov povsem električni Leaf. Če je bilo to takrat za Leafa morda prezgodaj, pa zdaj za Ario to zagotovo ni, saj se v današnjih dneh skorajda dnevno pojavljajo novi avtomobili ali pa vsaj napovedi o njih. Temelj prihodnjih Nissanovih električnih modelov bo konstrukcijska platforma CMF-EV. Platformo so Nissanovi inženirji poimenovali kar čarobna leteča preproga, saj jim ponuja številne priložnosti, kakršnih doslej pri oblikovanju običajnih avtomobilov niso imeli. It's a very futuristic looking car, but it's not too much. It's not a screaming design. We have very simple lines and very clean surfaces in the car. The interior is following the same design language. It's very simple, yet it's very refined. It's a lot like a traditional Japanese house, if you want. Everything is functional, clean, simple, and it's also full of technology. Ario smo na kratko preizkusili na zaprtem dirkališču v okolici Madrida, a vseeno lahko že zdaj ugotovimo, da se bodo v njej vozniki in sopotniki dobro počutili. Ne le oblika, navdušijo tudi materiali in pa nekatere tehnološke rešitve. Ob različnih močeh od 162 do 290 kW ter zadnjem ali štirikolesnem pogonu bo mogoče izbrati dve velikosti baterij, 63 ali 87 kWh. Doseg pa naj bi bil do 500 km. So pa zdaj pri Nissanu veliko bolj prepričani v pravilnost poteze kot pred 12 leti. No vse zadnje, Aria na cestah ne bo sama. Indeed, I mean, what you see coming is super exciting. But coming back to the 10 years back,
because I think it's very important to where we are today. We put an EV as first EV on the market, where there was no EV market. So more than 500,000 cars, EVs sold, more than a decade of experience and customer feedback. That is a very rich knowledge that we have now put into all our model lineup that is now coming. And this year you see the full electrified lineup that we are going to bring to the market in Europe. We will be going 2030, all model lineup being fully electric, with more models to come. Hkrati z Ario so pri Nissanu predstavili še prenovljene elektrificirane pogone za Juka in Qashqaia, neuradno pa smo že lahko videli tudi novi X-Trail, ki preseneča z zares všečno obliko. Posledično lahko sklepamo, da Nissanova prihodnost ne bo le električna, temveč tudi oblikovno zanimiva. Mitsubishi Eclipse se je rodil leta 1989 kot takrat zelo trendovski kupé. No, s trga se je poslovil leta 2011, potem ko so proizvedli skoraj 1 milijon primerkov. Takrat kupeji pač niso bili več trendovski. To je takrat začelo veljati za SUV-je. Eclipse Cross je danes udoben družinski SUV razmeroma zajetnih mer, ki je tipično japonski. No, kaj pravzaprav to pomeni? Notranjost je zelo klasična in funkcionalna. Tu ni kompliciranja z oblikovanjem in detajli. Klasičnih fizičnih gumbov je toliko, da jih praktično ne moremo prešteti, in z tega vidika je danes Eclipse Cross na trgu postal posebnež. Materiali v notranjosti so povsem korektni oziroma dovolj kakovostni, da je občutek tukaj notri povsem prijeten. Našo trditev o klasiki dopolnjujejo tudi analogni merilniki. No, zelo preprost pa je tudi ta osrednji zaslon. Še najbolj zanimive funkcije, ki jih nudi, so povezane z delovanjem pogona tega avtomobila. Gre za priključno hibridni pogon. Izkušnja za krmilom je na las podobna vožnji povsem električnega avtomobila, tistega, v katerega ne moremo natočiti bencina. A bencin v Eclipsa še lahko točimo. Pod motornim pokrovom namreč brni 2,4-litrski bencinski štirivaljnik, a njegovo delovanje ni enako večini priključnih hibridov. Pri Eclipsu pa bencinski motor kolesa poganja le malo časa, večinoma pri višjih avtocestnih hitrostih. Ta način se imenuje vzporedni hibridni način. Pri mestni vožnji pa bencinski motor v zaporednem hibridnem načinu služi le kot vir električne energije oziroma bolje rečeno kot zasilni izhod, ko se nam baterija, ki smo jo prej napolnili s polnilnim kablom, izprazni. Ko je bil Eclipse Cross prvič predstavljen, je bil tukaj na zadku še nekakšen spoiler, ki je razdelil zadnje steklo na 2 dela. Prav tako pa je razdelil tudi mnenja opazovalcev. Tako so se pri Mitsubishiju odločili, da to oblikovno rešitev umaknejo, s tem pa so avto zdaj naredili nekoliko bolj vsakdanji. Rešitev je boljša tudi z uporabniškega vidika. Zdaj se seveda veliko bolje vidi nazaj, na račun drugačne oblike pa se je nekoliko povečal tudi prtljažnik. No, nam je zelo prav prišla tale vtičnica v prtljažniku, kjer smo recimo napolnili baterije za današnje snemanje. Kar pa bi si želeli, pa so zagotovo električna prtljažna vrata, saj so tale nažgance kar precej težka in nerodna. Dolgo časa se ni prav dobro vedelo, kaj bo z Mitsubishijem v Evropi. Veliko se je govorilo celo o odhodu te znamke, ampak zgodil se je preobrat. Zdaj ima Mitsubishi v Evropi zelo aktualen model, ki po vrhu nosi še zelo solidno cenovno oznako, sploh ko govorimo o dragih priključnih hibridih. O obliki ne gre zgubljati besed. Gladiator ne skriva, da je nastal na osnovi Wranglerja. Zmagovalnega konja se ne menja in tega se pri džipu dobro zavedajo. Sicer so gladiatorja doletele majhne kozmetične spremembe, a v osnovi velja, da je to Wrangler z dodanim kesonom.
Tudi v notranjosti je tako kot pri Wranglerju. Ni idealno, a tisti, ki je v to znamko zaljubljen, bo v tem avtu več kot užival. Če pa ga boste uporabljali kot delovni stroj, bo navdušil številnimi odlegalnimi površinami, uporabnostjo in praktičnimi rešitvami. Pod motornim pokrovom najdemo 3-litrski turbodizelski agregat, ki ponuja odločnih 194 kW in pa predvsem 600 Nm navora. Skupaj z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom in prilagodljivim 4-kolesnim pogonom, ki zmore verjetno največ, kar se da v svetu avtomobilizma, ponujajo skupaj ultimativni terenski paket. A pozor, čeprav bi na prvi pogled težko rekli to, se tale avto odlično pelje tudi na običajni cesti. Bo pa Gladiator vseeno za slovenske ceste prej posebnež kot redni gost. Američan, ki ga izdelujejo v Italiji, namreč ni poceni. A če iščeš zmogljiv delovni stroj, ki povrhu ponuja še legendarni videz, velike izbire ni. Tudi Kia Sportage 5. generacije je eden tistih novih avtomobilov, ki želijo nagovoriti z drzno obliko. Našminkana različica, ki jo preizkušamo tokrat, nosi oznako GT-Line. Gre za 1,6-litrski turbobencinski motor s 132 kW moči. No, ta štirivaljnik je lahko zelo tih in uglajen pri umerjeni vožnji, lahko pa pokaže tudi nekaj dinamičnega karakterja, če mu tako ukaže naša desna noga. A v resnici bo športen način na meniju bolj poredko. Vozne lastnosti Sportagea so namreč bolj prepričljive, ko govorimo o udobju. In to je prvi razlog. Drugi razlog pa je poraba goriva. Ta se je na našem testu ob zmerni vožnji gibala okoli 7,5 litra na 100 km, kar je znosno. No, na drugi strani pa bo poraba s priganjanjem močno narasla. Zanimivo novost predstavljata kameri, ki vozniku na zaslonu prikazujeta sliko mrtvega kota. Ko se na novost privadimo, je lahko zelo koristna, sploh na avtocesti. Notranjost je zelo prepričljiva, ko govorimo o prostornosti in materialih. Najbolj opazna novost je zagotovo velik ukrivljen zaslon na sredini, najbolj zanimiva domislica pa vsekakor spodnji dvojni zaslon, kjer menjamo funkcije klimatske naprave, navigacije in multimedije. No, mi nismo privrženci dvojnih pritiskanj na virtualne tipke, no, ampak na to rešitev smo se kar hitro navadili. Že res, da ta model veliko stavi na svoj videz, recimo na te pompozne prednje žaromete, ampak bolj pomembno je, da so ti prednji žarometi matrični in da je ta avto nasplošno močno napredoval na področju tehnologij, ki večajo varnost in udobje v vožnji. Avtomobilska industrija se že zelo dolgo časa ukvarja z antropometrijo, posebnim področjem, ki raziskuje različne velikosti telesa in dimenzije udov. S tem področjem se ukvarjajo arhitekti oblikovanja vozniške notranjosti, še posebej voznikovega delovnega okolja. Cilj je vselej enak, doseči čim bolj varno in udobno okolje za kar največ različnih telesnih zgradb. In tako so že davno ugotovili, da za oblikovanje voznikovega delovnega prostora nikakor ni dovolj upoštevati le višino voznika, ampak je pri tem treba upoštevati tudi različne dolžine rok in nog. Na primer, povprečen moški visok recimo 1,76 cm ima lahko velikost trupa vse v razponu od 86 cm pa vse tja do 98 cm. Ta razlika v avtu, v upravljanju volana in menjalnika lahko predstavlja kar precejšen izziv. Ampak volan je prav zaradi njegove pomembne vloge v avtu postal sinonim za to, da s tem povemo, da nekdo z nečim upravlja, nas nekam vozi, pelje. Ampak prvi avtomobili se niso peljali z volanom, ampak z različnimi ročkami in vzvodi. Vožnja pa je bila sila zahtevna, še posebej pri nekoliko višjih hitrostih.
Alfred Vachron 1894 pa na dirko v Parizu pride z novo iznajdbo. Na svoj avto namesti volan. In od tam naprej je vse zgodovina. Čeprav so postali volani v zadnjih dobrih 10 letih prave multifunkcijske naprave, orodje, s katerimi moramo pritiskati med vožnjo na nešteto gumbov, pa je, kot smo ugotovili danes z vami, gledalci, še vedno najbolj pomembno predvsem to, da sta roki vedno na volanu, saj je to najbolj primaren stik voznika s cesto. No, do trenutka, ko bodo prišli avtonomni avtomobili, ampak v tisti oddaji bova midva samo računalniška holograma ali morda celo robota. Do takrat lahko spremljate vse podaljšane, poglobljene teste in vsebine na naši YouTube strani Avtomobilnost in bodite tudi na naših družbenih omrežjih, kajti tudi tam delimo z vami kakšne novosti. Srečno!